V današnjih novicah med drugim: ob tednu mobilnosti okrogla miza o varnosti v prometu, v Šentlovrencu ličkanje ob štrudlu, jamarji ob 60-letnici razstavili fotografije. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo z Evropskim tednom mobilnosti, ki letos poteka pod geslom Trajnostno povezani. Dejavnostim se pridružuje tudi ivanška občina. V srednji šoli Josipa Jurčiča so dopoldne gostili okroglo mizo o varnosti v cestnem prometu in trajni mobilnosti, zatem pa odprli obnovljeno čakalnico na osrednji avtobusni postaji. Gostje okrogle mize so dijakom položili na srce, naj se v čim večji meri poslužujejo trajnostnih oblik prihoda v šolo. A to je včasih težava, pravi Julija iz Grosuplja. Ogromno dijakov, še posebej iz prvega letnika, so iz Grosuplja. Ampak iz Grosuplja je pa zjutraj v šolo sta le 2 avtobusa in smo še posebej letos opazili, da je kar velik naval ljudi na avtobusih. In tako ljudje dejansko ne dobimo sedežev na avtobusih in rabimo stati. Zato se morajo vozniki posluževati lokalnih cest, kar podaljša vožnjo v šolo. Obenem so na slovenskih železnicah letos spremenili vozni red vlakov, ki ne omogoča več, da bi se iz ljubljanskega konca dijaki pripeljali z vlakom. Z novomeškega, trebanjskega konca je še to možno, ker vlak pride 15 minut pred 8. Iz ljubljanskega konca pa pride žal 15 minut čez 8 in se prazen pelje proti Novemu mestu. Okolica šolskega kompleksa je sicer zgledno urejena. Nove so kolesarske poti v občini, zato so odveč izgovori, da v šolo ali kam drugam ni možno priti drugače kot z avtom, meni župan Dušan Strnad. Posebej pa to pomeni v zadnjem času, ko se pogovarjamo o širše, o cenah goriv, o odnosu do okolja in o tem, kako nam narava vrača, kar škodimo. V družbi so se začeli zavedati, da s takšnim načinom prevoza trajnostno ne bomo zdržali. S tem tudi polagamo na srce in dušo mladine, da se bo začela tega zavedati in da bodo tudi oni začeli bolj množično uporabljati javni prevoz. Pa tudi kolo in noge. Po okrogli mizi so sicer prerezali trak obnovljene avtobusne postaje. Z železnico smo sklenili pogodbo o najemu prostora bivše čakalnice, ki bo zdaj čakalnica za avtobuse, za potnike z avtobusi. Not je urbanomat, kjer bo možno kupiti karte. Poskrbeli pa so tudi za zunanjo podobo postaje, na kateri zdaj avtobusi normalno ustavijo. Ostajamo pri tednu mobilnosti in se selimo v Krško. Dolgoročni cilj občine na tem področju je s celostno prometno strategijo ustvariti čim več infrastrukturnih pogojev za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa. S trajnostno mobilnostjo se v mestni občini Krško ukvarjajo že vrsto let. Gre v bistvu za to, da bi s cest oziroma parkirišč in drugih površin, ki so sicer namenjene pešcem, odstranili pločevino in omogočili nekoliko bolj prijazno bivanje. Res pa je, da po drugi strani ta pločevina nudi na nek način udobje. Na področju trajnostne mobilnosti je trenutno največji poudarek na gradnji večnamenskih poti, kjer velja omeniti povezavo Krško-Kostanjevica na Krki. Gre za približno 19,5 km dolg odsek, vrednosti približno 6,5 milijona evrov, ki je financiran pretežno iz evropskih sredstev. Ta rešitev, ta pridobitev bo zelo dobro povezala v kolesarskem smislu Krško in Kostanjevico, ki je že zdaj precej obluden. Ni pa to edina kolesarska povezava v nastajanju. Poteka tudi povezava med Brestanico in Kozjim oziroma Senovim in Kozjim. To je sicer investicija, ki je izvajamo skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, oni pa so nosilec te investicije. V Krškem načrtujejo tudi 2 pešmosta, iz Vidma v staro mestno jedro, tu pa je tudi stari vojaški most. Obnova vojaškega mostu je bistveno bližje realizaciji, kajti
med Republiko Slovenijo oziroma Ministrstvom za obrambo in pa občino Krško je bil podpisan sporazum, po katerem bo ministrstvo prispevalo približno 2 milijon sredstev za izgradnje tega mostu. Gre pa za pontonski most, ki bo nameščen na že obstoječe temelje. Občina ima sicer 11 izposojevališč koles, kjer si obiskovalci lahko izposodijo 55 koles. Velike načrte pa imajo tudi z mestnim potniškim prometom. V Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pomagajo približno 135 beguncem iz Ukrajine, več kot 35 je šolo obveznih otrok. Prve družine so na Dolenjsko prispele že spomladi, tako da je nekaj otrok že ob koncu lanskega šolskega leta sedlo v klopi tukajšnjih šol, poleti pa se je njihovo število še povečalo. Kako se spopadajo s šolskimi obveznostmi, pa v naslednjem prispevku. Poleti je več družin prišlo iz Logatca v Dolenjsko prestolnico in takoj so jih vključili v svoje programe, pravi Anđela Visocka, Ukrajinka zaposlena v društvu, ki že skoraj desetletje živi pri nas. Slovenščino so se med počitnicami učili tako odrasli kot otroci. Zdaj po šoli prihajajo k njim po pomoč pri učenju in domačih nalogah. Obleče se, gre v šolo, uči se. Kako se počuti v šoli, vprašamo osmošolko Sofijo. It's so stressed, but other students are so friendly and they help me for have a good in this new school. Most difficult is when teachers go talking so fast. They can't understand. Zato otroci potrebujejo pomoč pri šolskem delu. Prihajajo vsak dan, pomagamo z domačimi nalogami, s kakšnimi vprašanjami. V začetku niso razumeli, kaj je to športni dan, naprimer, ali tudi pomagali s šolskimi potrebščinami in izvajali intenzivni tečaj. Poleti smo slovenščine. Sofija, Marija in Deni so 3 od 14 ukrajinskih učencev, ki v tem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo Center. Zdaj prvo pomoč sigurno nudijo sošolci in vrstniki. Potem poskrbimo za to, da ni sam en Ukrajinec v bistvu v razredu, če se le da. Kar se tiče poučenja slovenščine, pa imamo dodatne ure za učenje slovenščine. Kar pa je premalo, zato se znajdejo po svoje. Z Google prevajalnikom, z učencem, ki je iz Ukrajine, pa je v bistvu že od rojstva tukaj, potem, ker pa zna ukrajinsko, nam prevaja. Že vsa leta pa bi težko zmogli brez pomoči društva, dodaja. Mladi Ukrajinci, poudarjata tako koordinatorka programov pri DRPD-ju kot šolska svetovalna delavka, so zelo motivirani za učenje slovenskega jezika. Mnogi si namreč želijo ostati v naši, kot pravijo, prelepi deželi. Na 20 panojih na glavnem trgu v Novem mestu so na ogled zanimive fotografije tamkajšnjega jamarskega kluba oziroma avtorjev Marka Pršine in Tomaža Grdina. Poleg razstave so ob 60-letnici kluba pripravili predavanje o zadnjih raziskavah na Kaninu. Fotografije so prikaz delovanja jamarskega kluba v zadnjih 2 desetletjih. Moje raziskovalno območje sega predvsem od Bele krajine, to je Poljanska gora, Kočevski rok in pa Suha krajina, tako da sem med svojo zakladnico diapozitivov oziroma digitalnih posnetkov, posnetih z tega območja izbral dejansko najboljše, kar nekako premorem in kar sem jih naredil v zadnjih 20 letih. Tomaž Grdin se je z jamarstvom začel ukvarjati zaradi fotografije. Izpostavljene bi bile mogoče te zadnje fotografije, ki so velike najdbe v Skalarjevem breznu, potem eno od teh je, ko v bistvu sploh niso fotografije, ampak je čaganka, 3D fotomodel, fotosken jame. Jamarski klub Novo mesto je z leti prerasel gonilo dolenjskega jamarstva. Danes je namreč tako po jamarskih dosežkih na Dolenjskem in Kaninu, kot po dejavnih članih v Jamarski zvezi, Jamarski reševalni službi Slovenije in v raziskovanju najglobljih jam eden izmed vodilnih jamarskih klubov pri nas.
Članov je letošnjem letu 65, od tega jih je več kot 30 takšnih, ki večkrat letno obiščejo moje jame. No, najbolj aktivni imamo pa tudi po 10, 20, 50 akcij, tako da povprečno imamo po 400 akcij na leto, to pomeni 400 obiskov podzemlja. Delovnih akcij in podobno. Največji podvig v zdajšnjem času je raziskovanje Skalarjevega brezna na Kaninu, o katerem je govoril eden od vodij odprave Klemen Mihalič. Raziskali smo 1 kilometer novih rovov, na novo zmerali še dodaten kilometer rovov, tako da je jama zdaj globoka 1200 metrov in dolga nekaj čez 8 kilometrov. Glavni koordinator odprave je bil ravno Jamarski klub Novo mesto, ki ima v Skalarjevem breznu še kar nekaj načrtov. Društvo podeželskih žena Tavžentroža, krajevni odbor Velika Loka je v Šentlovrencu pripravilo zabavno prireditev, v kateri so združili prijetno s koristnim. Med ličkanjem koruze so pokušali štrudelj. Pod tamkajšnjim kozolcem se je tako odvil zabaven dogodek, kjer ob delu ni manjkalo petja, harmonike, plesa, smeha ter seveda dobre hrane in pijače. Staro pravilo, ličkanje je z vsem tem vsekakor lepše in lažje. Danes smo se tukaj zbrali, da bi krajanom, domačinom in obiskovalcem pokazali, kako se je nekoč ličkalo in se tudi malo poveselile. Ta dogodek je zelo pomemben, da mladi spoznajo, kako smo nekoč živeli. Poskrbeli so tudi za predstavitev drugih obrti in rokodelskih spretnosti. Prišli so pa predstaviti tudi rokodelci, obrtniki iz okolice, z več krajev, tako da je to ena široka predstavitev kraja in dela. Predvsem pa je to predstavitev tradicije. Za kar skrbi Društvo podeželskih žena Tavžentroža že skoraj pol stoletja. Naše društvo, krajevni odbor Velika Loka, je del društva Tavžentrože. Štejemo približno 40 članic, ki se rade družimo, poveselimo, pečemo, hodimo po izletih, se izobražujemo. Tako kot se je marsikateri izmed gostov ob okušanju slastnega štrudlja. Dopoldne sem naredila testo, potem sem naredila sinadeve, zložila testo in ga spekla. Štrudel je bil tako dober, da ga je zmanjkalo, nismo ga mogli sproti rezati. Vsi so se torej posladkali, spletena koruza pa se že suši na kozolcu. Delo je opravljeno. Za konec smo prihranili vabilo na tradicionalni Glas mladih. Najstarejši slovenski glasbeni festival za mlade neuveljavljene glasbenike s 44-letno tradicijo tudi letos vabi k sodelovanju. Glas mladih je projekt Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, ki spodbuja glasbeno ustvarjalnost mladih in jim vsako leto daje možnost predstavitve širšemu občinstvu. Kot organizator sledimo temu poslanstvu, da tukaj mladi na tem odru Glasa mladih dobijo take lepe izkušnje, da jim festival služi kot neka odskočna deska za njihovo delo naprej. Mladi glasbeniki se lahko prijavijo do 10. oktobra. Avdicija za prireditev, kjer se posamezniki in glasbene skupine predstavijo z avtorsko skladbo v živo pred 5-člansko strokovno komisijo, pa bodo potekale 16. oktobra v Kulturnem domu Črnomelj. Ja, še zmeraj je dosti časa, če seveda lahko v tako kratkem času naredijo avtorsko pesem. Lahko pa avtorsko pesem že imajo odprej in seveda potem pridejo tukaj in prepričajo strokovno komisijo ter pridejo v finale. Tudi letos se bodo finalisti z izključno avtorskimi skladbami pomerili v 3 kategorijah. Osnovnošolci od 10. do 15. leta starosti, pevci, reperi, dueti in kantavtorji od 15. do 30. leta starosti ter glasbene skupine s povprečno starostjo članov med 15 in 30 let. Tam bodo tudi naše kamere, za nocoj pa se poslavljamo. Hvala za pozornost in vabljeni v našo družbo znova jutri. Nasvidenje.